Vsak, ki pride v Eland, pa si pogleda samo proizvodnjo, reče, to jaz nisem nikoli pričakoval, da je treba toliko enih operacij. In zdaj, ko mi to smučko upognemo, kaj se zgodi? Tukaj pride do nekih premikov, popolnoma nova inovacija, ki smo jo pravzaprav trgu predstavili zdaj. Te elemente, ki sem jih zdaj naštel, že v fazi koncipiranja se reče, na prvem mestu je performance, na drugem mestu je. Na hitro pred pogovorom, če bi vas lahko jaz prosil, da se naročite na kanal, mi da pripravljava vsebine za ston, trudiva se, da bojo vedno boljše in upam, da boste tudi v teh vsebinah malo uživali, da se kaj novega naučili. Uživite v pogovoru. Hvala. Ja, najprej lepo pozdravljeni v torkovem pogovoru. Direktor razvojnega oddelka Elana je danes z nama, tako da najlepša hvala, da ste si vzeli čas, res taka tema pa res nama veliko pomembno. Da ste si vzeli čas in da bo en tak zanimiv pogovor danes. Super. Se kar lotimo ene teme, take teme, ki se mi zdi, da je pogosto spregledana. No. Smučarjev je zelo veliko, pa domam, da se pogosto kdo vpraša, kaj je vse šlo pa v to, da je tisto, kar nima mogoče smučanje nastalne. Tudi sam koncept se na nek način sliši enostavno, ne? Kako smučka nastane, ampak kaj vse stoji za tem je pa... Zato smo pa danes tukaj, ne? In ne bi jaz prehiteval z vprašanji, ki jih je on pripravil, pa bom kar te prevedel besedo, da boš bolj natančno pa strukturirano. Ja. Vodu. Ja. Nastanek torej, smučke. ko smo že rekli, nek nastanek smučke, ne? Kako v bistvu poteka ta začeten proces od neke ideje inženirja, pa potem do same smučke, tako čisto na kratko. Proces je dolgi. Proces je zelo dolg. Ja, v bistvu se začne z nekim uvodnim sestankom, mi mu rečemo, smo mednarodna ekipa, mu rečemo pač kick-off meeting. Na ta sestank pridejo pač ključni oddelki, se pravi prodaja z nekim analizam, kakšno je stanje na trgu, potem produktno vodenje, to je oddelek, pač dela tudi analize samega trga, potreb trga in pa razvojni oddelek z nekim idejam. Zdaj na tem sestanku včasih vzamemo po 2 dni časa, tako da se izven Elana in pač pogledamo vse te analize in naredimo nek investicijski plan za naslednji razvojni cikel. Tako se nekako začne. Zdaj seveda nadaljuje se tako, da najprej si zamislimo, se pravi, kdo je naš ciljni kupec. Mi želimo videti točno, kdo je naš ciljni kupec. Kje živi, kaj dela, kje je zaposlen, kakšno je njegovo finančno stanje, kje smuča. In zdaj, ko imamo to sliko tega ciljnega kupca, vemo, kje smuča, vemo, ali bomo razvijali za neko tekmovalno res smučo, ali bomo neko on-pist, se pravi to mi rečemo smučo za po urejenih smučiščih, ali all-mountain smučo za bolj univerzalno smučo, ali freeride, se pravi turno, ne. Ta segment in ko imamo to, nekako se odločimo zdaj, kakšna bo pa geometrija te smuče, ne. Se pravi, nekatere smuče so ozke za urejena smučišča, od nekje do 65 milimetrov pod stopalom do tudi 110, takih širokih. Zdaj, to je zdaj začetek, ne. Potem je pa treba zdaj nekako se odločiti, kakšna bo geometrija, ne. Geometrija smuče je izredno pomembna. Ta definira pol način smučanja, se pravi, to je stranski lok, oblika konice, oblika pete, se pravi ta rocker profil, ta mostičenje in te detajle, no. Zdaj, ko je nekako to narejeno, seveda je tukaj še zdaj ciljna cena, ne. Pač vemo, kdo je naš kupec, vemo, kakšno je njegovo finančno stanje, se pravi, cena je pomembna, ne, na trgu. In se pravi, zdaj se pa začne pravo inženirsko delo, ne. Zdaj se pa začne določene neke konstrukcije, iz kakšnih
materialu bo ta smuča narejena. Spravi, vemo, da neka turna smuča mora biti lahka, neka tekmovalna smuča mora biti pač pripravljena za vsak let in tako. Iz tega in pa seveda kakšna je ciljna cena, ne, iz tega potem pač se določi konstrukcija smuča. Tukaj se pač zbere vse materiale, ki so mi rečemo nad sredico, pod sredico, se pravi materiali za zgornjo oblogo, drsno oblogo in tako naprej. Zdaj pa pride v bistvu glede na model smuče, smučo definira njegova upogibna linija v bistvu. Upogibna linija je ena linija, če si predstavljate, da smučo postavimo tako na dve podpore, v konici peti, pa je v sredini obremenimo, a sta strojnika mogoče, tkaj, ne, ja, no, pol bo to jasno. Pol, ko jo v sredini obremenimo z recimo 300 newtoni, ne, se pravi, ta smuča se zdaj povesi, ne, v tako obliko. In mi rečemo, da je to njena upogibna linija. Ni pomembno samo, kakšen je ta poves, ampak tudi oblika same upogibne linije. Ta oblika upogibne linije v bistvu določa, kakšen bo pritisk v katerem delu smuče pod robnikom, a ne. No, se pravi, zdaj pa, ko mi računamo smučo, v bistvu mi računamo, zdaj imamo že konstrukcijo, vemo, kakšni so materiali, zgoraj, spodaj, mi moramo na vsake 5 centimetrov izračunati njeno togost. Kakšna mora biti ta smuča, koliko toga mora biti, da bo dosegla točno tak poves, ki smo si ga mi zamislili, a ne. In zdaj to pa določamo tako, da v bistvu togost nekega preseka je odvisna od tega, koliko je nek material, nosilni material odmaknjen od nevtralne osi, a ne. In bolj odmaknjen od nevtralne osi, večja je togost smuče, večji je odpornostni moment tega preseka, ne. No, in zdaj mi računamo, v bistvu, koliko moramo te materiale odmakniti od nevtralne osi, da bomo dobili točno tako togost, ko jo mi želimo na tisti točki smuče. In v bistvu računamo, poenostavljeno povedano, debelinski profil sredice, a ne. Zdaj tukaj, če gledamo strojniško, se je tista formula, ne, zelo enostavna za izračunavati poves, a ne, ampak tam, kjer je elastični modul enak, konstanten, kjer je presek konstanten, mi pa nimamo, ne, mi imamo pa tako oblikovano smučo, debelinski profil imamo, ne, in zdaj tukaj tista formula iz strojniškega priročnika nekako ne gre skozi, ne, tukaj pridemo na področje integralov, odvodov, ampak seveda to mi ne računamo za vsako smučo posebej tako, ampak smo z strojno fakulteto v Mariboru, smo pač naredili si tako računalniško orodje, s katerim pač to smučo zdaj računamo. Zdaj ne vem, imate kakšno vprašanje še, ker nadaljujemo. Časovno, kako, kakšen korak, dolg časa traja? Ne, saj to še traja? nismo prišli do konca, to je šele začetek. V redu, ampak saj lahko nadaljujete. A kar, aha. Ja, zdaj, ko imamo ta debelinski profil, se pravi, zdaj se pa vprašamo, kakšna pa ta smuča bo, kako bo izgledala na zunaj, a ne samo, a ne. Tukaj pač pride ta industrijski dizajn, dizajnerji z pač našimi konštrukterji pač naredimo računalniški model, to je ta 3D model smuče, si ga lepo vsi ogledamo, ali nam je zdaj ta smuča všeč, ali je vse tako, kot mora biti. Ko nekako rečemo je, včasih celo tako, da ta računalniški model potem ali ga 3D sprintamo, ne, s kakšnimi 3D tiskalniki, ali ga s 5-osnimi CNC rezkerji izrezkamo, a ne, in ga pol pogledamo, ker jaz si to ne predstavljam, ker vidim na računalniku, hočem potipati, videti, no. In to, ko nekako je to potrjen, potem je naslednji korak pa konstruiranje orodij, ki jih potrebujemo za izdelavo te smuče, se pravi, tukaj so kalupi, tukaj so orodja za brizganje nekih plastičnih delov, za izdelavo ščitnika, konice in tako naprej. In to vse se dela računalniško, ne, se pravi, v 3D modeliranju, ne, tako kot pač ti dobro veš to. In naslednji korak je, da to vse pošljemo v delavnico, kjer pač se izdeluje ta orodja, to je ponavadi 2 meseca, je treba, da se zdaj ta orodja naredijo. Mi v razvoju istočasno pripravljamo vse potrebne programe, ki so potrebni, ne vem, za izdelavo,
te ultrasonične stroje za rezanje komadov, za CNC stroje za reskanje in tako naprej. Ja. In zdaj se pravi, ko pa enkrat imamo kalupe, orodja imamo, material imamo, pol pa pride tisti dan D, ne, rečemo temu, ne, ko sestavimo prvo smučo, to je prvi prototip smuče, no. Zdaj, pot je pa še dolga do cilja, zdaj Ja. če pa ta še kaj. Ja, Ja, seveda. jaz bi mogoče še se vrnil na tisti del, ki testirate, se pravi, ko obtežite stvar, pa ko iščete, se pravi, ta profil smučke. Takrat, če nič ne obtežimo, ker smuče še nimamo. Ja, Ja, to je, jaz sem povedal teorijo, ne. Ja. Ja. A tam vi, se pravi, malo sem zaspal vmes. Vi določite materiale, ki so vmes, Ja. pa potem simulirate, se pravi, neko osnovno obliko, materiale, pa potem simulacija, ali Aha, še enkrat. Ja, še enkrat. Se pravi, mi si zamislimo, to je Ja. zdaj še ideja, zdaj še nimamo nič, zdaj Ja. smo še v fazi ideje, ne. Ja. Si zamislimo smučo, kakšna bi mogla biti, zamislimo si, kakšno bi mogla imeti upogibno linijo, ker to Ja. definira smučo, in si zamislimo, iz kakšnih materialov bo ta smuča narejena. Okay, ja, Ja. Zdaj si zamislimo, vemo, karbonatok, steklena vlakna, les, aluminij, če je potrebno. Ne? No in zdaj, to imamo zdaj že nekje mi naredimo sestavno risbo, no, bomo rekli temu tako, postrojniško, in zdaj gledamo, računamo po presekih. Na tem preseku imamo te in te materiale, tako široke, take, s takimi elastičnimi moduli, Ja. in računamo zdaj, koliko moramo razmakniti te materiale med sabo, da bomo dobili točno tak poves, računamo to, in to je pol, če to zračunaš na vsakih 5 cm, ti na koncu da nek debelinski profil, to je pa debelinski profil sredice. Sredica ima dve funkcije, ena je pač ta mehanska funkcija, druga pa je, da za svojo obliko razmika nosilne materiale. Aha, se pravi, tle je cilj doseči preračun tega, kako debela mora biti sredica, ta lesena. Tako. Okay, ja, ja. Tako, da bojo nosilni materiali točno tam, da bodo dali točno tak poves, ki si ga mi v tej točki smuče želimo. Spodaj pa zgori so pa te različni Različni, vsaka smuča ima Ja. drugačne materiale, širina, debelina, elastični modul, in tako. Ok, razumem. Ja. Ja. No, zdaj, ko pa pridemo pa v drugo fazo, zdaj imamo pa, recimo, ker smo prenehali, se pravi, iz sestava prvega modela, prototipa, zdaj imamo pa smučo, zdaj pa dejansko imamo, zdaj pa trenutek resnice, smučo nesemo v laboratorij in točno to naredimo, jo postavimo na merilni stroj, jo obtežimo in pomirimo in pogledamo, a smo dosegli točno tako upogibno linijo, kot smo si jo želimo, a smo dosegli upogibno, se pravi, tukaj imamo še torzijsko togost, vse te mehanske lastnosti, dinamične, izmerimo najprej na tem prototipu, merimo tudi, bom rekel, te, se pravi, porušitvene teste, no. Se pravi, to so zlomna togost, to so neki slep testi, te udarci, šarpi testi, tukaj imamo ta ciklus, te 100.000 upogibov gor, dol mora ta smuča prestati, ampak to so bolj že ti vzdržljivostni testi, no. Naslednja, paralelna faza v bistvu pa je test na snegu, ne. Koliko pa, na primer, modelov greste skozi enega prototipa, ker to se verjetno veliko smučk se uničk, ne? Koliko morate, na primer, izdelati prototipov smučke, da... Zdaj je odvisno, mi dejansko s temi našimi izračuni pridemo relativno blizu, tako da potem v tej fazi samo še neke ojačitve malo podaljšujemo, skrajšujemo, mogoče včasih malce popravljamo debelinski profil, ampak načeloma je pa potem se pravi testna ekipa so v glavnem, je to naš slovenski demotim, nekateri pač člani demotima za nas testirajo, imamo neke svoje testerije, potem pač in se pravi zdaj te smuče damo na sneg, naredimo mogoče 3-4 verzije teh prototipov,
In potem rečemo, aha, ta je recimo v redu, najboljši, a ne, testira se pa vse, no, mislim, od to, kar pač vsi elementi smučanja, a ne, od carving zavoja do oddrsavanja, pogledamo, kako je zbalansirana smuča. No in potem navadno se zbere nek prototip, ki je, bom rekel, najboljši. A ne, vsak testira se tako, da testerji se ne pogovarjajo med sabo, a ne, potem imamo zaključen sestanek, vsak pove razporeditev, moje prototip je 1, 2, 3, 4, pa zakaj, a ne. No in ker rečemo, aha, ta prototip, ki je nekje prišel na vrh, a ne, kaj pa je, kaj se še da narediti. In tukaj se včasih zgodi, da naredimo še 3, 4 variante, to se ponavlja, ne, pač, in se gre spet na test, in a ne, vedno se išče, včasih imamo super prototip, fajn dela, drag je, ne moremo, ni izven cenovnih okvirjev, ali pa, a ne, razlogi, zakaj nekaj ni v redu, čist je lahko velika, ne. Ampak potem tako idejo čisto popolnoma zavržete ali jo uporabite za nek drug projekt? Vedno to se gradi, ne. Ja. Vedno se gradi, ne, se pravi, nekaj, kar nekako ni čist v smeri, pač, aha, smo nekaj se naučili, naredimo nekaj novega. Ja. Kako pa potekajo te testi na snegu, ne? Verjetno je razlika že, mislim, recimo najprej alpska smučka po smučišču, je že razlika verjetno umeten sneg, naraven sneg, pol smučišča so lahko tudi ful različna. Ja, seveda. Obdelan, neobdelan. Ja, seveda. Zdaj, test načeloma je tako, da se vsi testerji vozijo z vsemi smučmi nekje po istem smučišču na ist način, ne, se pravi, zdaj rečeš v zgornjem delu, ne vem, neke take zavoje probaš, potem mi rečemo širok hodnik zavoja, pa ozek hodnik, pa ne, tako da z vsemi smučmi, ki jih med sabo primerjaš, nekako delaš enake elemente in na koncu se odločiš, a ne, katera smuča je tista, ki se ti zdi najboljša, no. Kaj pa recimo te testerji demo tima, ne? Ja. Kaj so tiste točke, ki so najbolj pomembne, ki jih najbolj gledano? Vedno moramo imeti pred sabo spet našega ciljnega kupca, ne. Zdaj, če je to neka race, to so zdaj naše ace smuče, ne, je pač se ve, kaj je zdaj pomembno, ne. Tukaj je pomemben oprijem, tukaj je pomembna hitrost, tukaj, če malo trese, če malo to ni pomemben tako, ne, pač je performance, bi rekla, ne. Zdaj, če delamo neko turno smučo, seveda je teža, a ne, so pač neki drugi elementi, pol imamo neke rental smuče, tukaj je zelo pomembna, mi rečemo temu vzdržljivost smuče, ne, da je ta smuča pravih, da nima nekih vogalov, da se prehitro ne poškoduje v teh rental centrih, a ne. Se pravi, spet je, kdo je naš ciljni kupec, a ne, za njega je pač to pomembno, ne. Če delamo neko otroško smučo, ja, da je enostavna, pa da je poceni, da bo lahko starši kupili, a ne moramo si privoščiti zdaj, a ne. Tako, različni modeli smuči, si pa ponavadi te elemente, ki sem jih zdaj naštel, a ne, že v fazi koncipiranja se reče, aha, na prvem mestu je performance, na drugem mestu je teža, na tretjem mestu je cena, na četrtem mestu je tudi sustainability, se pravi ta trajnost, a ne, vsi ti elementi so pomembni, ne. Samo na enih smučah, eni bolj, eni manj. In kaj je recimo razlika med turnimi in pa alpskimi, pa potem so še cross smuči, a to je cross smučka, za smučarski cross, je kaj različna neki alpski, ki je za po smučišču, mislim, ker je drugačna disciplina, verjetno je. Ja, zdaj, vse te smuče se navadno razlikujejo, bom rekel, najmanj po stranskem loku, ne. Zdaj neke cross smuče, recimo imajo neki stranski lok med 27 do 30 metrov radiusa, ne. Zdaj, če govorimo o seveda res, imamo mi res, ampak je to turistični res, a ne, pa je res za tekmovalce, to sta dva segmenta, ne, ampak sigurno eno so
se pravi stranski loki, drugo je pač ta togost, širina pod stopalom, ne, recimo, vi ste vprašal, zdaj, kaj so jim, recimo, tekmovalne smuče imajo nekje 65 milimetrov širine pod stopalom, ker pač vedno se smuča po urejenih smučiščih, po ledu, po to, Zdaj, turna smuča je pa, turne smuče se pa začnejo nekje pod 88 do, 110 ali pa bolj običajno do 106 pod stopalom, Se pravi, zakaj? Zato, ker pač turna, ti imaš mehek sneg, imaš vse vrste snegov, in tam pač ozka smuča bi potonila, recimo. Ja. Kaj pa skozi čas, recimo? Kako so se smučke razvijale skozi čas? Jaz bi mogoče samo še nadaljeval tam, ker smo prej, ker mislim, da lahko. smo še en del manjka, Ja. da pridemo do proizvodnje. Zdaj smo mi šele v tej fazi bili, da Šele ugotovili, da smučka Ja. dela. recimo, da smo zdaj prišli naredili tretji prototip Ja. in smo rekli, aha, smučka dela. Ja. Kaj pa zdaj, Zdaj, kot sem že omenil, zelo intenzivne imamo mi te laboratorijske teste, ker si najmanj, kar si ne želimo, je to, da nam nekje pol na trgu imamo nek problem. Ja. In vse te teste, to so neki testi, so standardizirani, so ISO standard testi, izvlek vijaka, zlom, prevrtenje vijaka, izvlek robnika, in take stvari. To so, ampak vsi ti ISO standard normativi, mi jih še vedno dvijemo, rečemo ISO, ampak Elan standard, mi moramo doseči Elan standard. No, če recimo damo smučo še v komoro na 80 stopinj, pa zmrzujemo, pa tako. No, in pol, ko to zaključimo, navadno smuče pošljemo še na pravi sneg v Čile, ker zdaj mi smo glih kontra, mi smo, zdaj smuče se ponavadi razvijajo pol leta, Zimsko sezono. in zdaj ne moremo mi tukaj na snegu testirati in jih damo v Portillo v Čile, v en rental center, tako da tam smuče nekje so 100 ur najmanj na snegu, ampak ponavadi več kot 100 ur. V tem času, predno jih mi pripravimo za redno proizvodnjo. No, in to je pa še naslednji vidik, se pravi, to je ta vztrajnostni vidik, trajnostni, se pravi, ta vzdržljivostni vidik, Zdaj, naslednji vidik je pa proizvedljivost, To je še ena stvar, Smuča mora zdaj še skozi eno fazo testov, se pravi, tako imenovana opazovana serija proizvodnje, ker gre iz delavnice do delavnice, ker se temeljito gleda, a je tam kakšen problem, a ni problem, in ko pride do zaključka, mi vsaka faza, ko je smučal prav, rečemo, da nek signal se izboljšuje, začne se s 300 in pol, v končni fazi dobi signal zelena luč za proizvodnjo. No, tako je pol ta cela pot, od ideje ali pa od kick-off mitinga, smo prej rekli, tega uvodnega sestanka do smučke. Ampak zdaj, od takrat, ko mi začnemo, pa do tukaj se zdi, da je precej dolga pot, časa za razvoj pa zelo malo, resnica. Ker mi, recimo, da rečemo oktobra, oktobra imamo ta vodni sestanek. Se pravi, zdaj razvijamo smučo, imamo eno zimo, prototipe, vse to, nekje v aprilu moramo imeti že kosovnice, da lahko naročamo material, da lahko naredimo neke vzorce, potem, ko imamo mi tako imenovano prodajno konferenco, tam nekje jesen, takrat mora biti že vse smuče, vsi modeli postavljen, po ena dolžina 2, No, in potem se septembra že začne tako imenovana demo proizvodnja. Demo, ker mi naredimo eno količino smuč, da jih damo že to zimo na sneg, da jih testira ne končni kupec, ampak naša distribucija, se pravi trgovci, rentalisti in tako naprej, to zimo. No, in potem ti po testu začnejo naročati in mi začnemo šele proizvajati. In potem je še en cel let in naslednjo zimo, se pa ta smuča pojavi v trgovini.
Ampak mi pa seveda že novo kolekcijo delamo. Se pravi, približno 2 leti od ideje Ja, do trgovine, ampak razvojnega časa je pa relativno malo. razvojnega časa, pa 4 mesece. Ja, je pa par mesecev. Ja. Pa treba je vedeti, da mi ne delamo eno smučo. Ja. Mi recimo nekje 13 različnih modelov smuči, pa rečemo, vsak ima po 3, 4, tudi po 6 dolžin. Ja. Tako da do 70 dolžin na leto spravimo skozi ta proces. 70 krat, čeprav seveda po zdaj naslednje dolžine, vedno se veliko ukvarjamo s to prvo dolžino, ko to testiramo, ko ti se pol naslednja, druga, pol je bolj enostavno. Ampak ta fokus je vedno na teh prvih dolžinah, kjer pač iščemo ta najboljši kompromis. Naprimer, še to za dolžine, lahko že zdaj vprašam. To potem, ker spreminjate dolžino, to morate tudi kaj debelino popravljati, morate tudi kaj širino, vse. Zdaj tako, odvisno malo kako, ampak vsaka dolžina, seveda, tista formula strojniško gledana, vsaka dolžina rabi svojo kalkulacijo, vsaka dolžina, navadno širina ostane enaka, pa se radiusi spreminjajo, ali pa odvisno, kako je, ampak vsako dolžino je treba na svoj način optimirati. Mogoče sem pozabil še en zelo velik, pomemben element. Ko mi razvijamo smučo, naš grafični oddelek oziroma dizajnerski oddelek razvija grafiko. Se pravi, smuča ima tudi neko podobo, neko grafiko. In to je pomemben del, ker smučo se kupuje v trgovini, se jo kupuje z očmi, in mora izgledati lepo. Tako da to je pa tudi en paralelni, kako naj rečem, paralelni razvojni proces, ki pa teče v tem pri dizajnerjih. Pa to potem tudi kaj vpliva, da je treba kakšen kompromis narediti, zaradi tega, ker dizajner hoče nekaj, pa se inženirji ne strinjate. Vedno. To so kompromisi. Tudi pri tej, mogoče to grafično nas toliko ne zanima, ima nas ta debelinski oblika in tako naprej. In tukaj dizajnerji imajo neke ideje, ki pa strojniško gledano, z vidika nosilca ne stojijo. In mi se vedno bojimo, ko rečemo temu, koncentracija napetosti, da pride zaradi nekih prehitrih sprememb oblike in tako naprej. In tukaj so ponovadi pol neki spori, pa iskanje kompromisov med tem, kaj želimo in kaj je fizika dopušča, mehanika dopušča. Kaj pa potem, a gremo že zdaj na razvoj skozi čas, ali bi raje šli na vezi, pa ker pa v bistvu to zdaj sam smučka, pa vezi nekako pridejo od druga proizvajalca na smučko in potem kako je ta sodelovanje z tistimi, ki proizvajajo vezi, pa smučka, potem to pokombinirate, oziroma glede na smučko, verjetno tudi različne vezi, sploh pri turnem smučanju, to je zelo pomembno. Zdaj, vezi so v nekem smislu del smuče, tudi v mehanskem smislu. In zdaj, če smo mi neko idealno pogibno linijo izračunali, lahko zdaj z nečem, kar na smučo našravbamo, tako nepremišljeno to pokvarimo. Tako da v bistvu ta del, ključni del od vezi je ta sistem, na katerem te vezi tečejo. Ti sistemi so zdaj tako narejeni, da so nastavljivi po velikosti čevlja in tako. To mi sami naredimo. To mi sami skonstruiramo. Tukaj imamo zdaj pač ta fusion sistem, pa shift sistem, pa pač junior plate, mi rečemo, ta otroška plata, da je del smuče, da ni to nek ločen element. Potem pa še zelo pomembno spet, da je, kako se to vijači na smučo. Mi rečemo, da morajo biti vsi ti elementi, ki so pri vijaču na smučo narejeni, tako imenovano free flex. Tako pomeni, da vedno je lahko neka plošča pritrjena samo v eni točki, medtem ko v drugi točki mora biti plovno, se pravi pritrjena, da ti ko smučo pogibaš, da tam
diha, da to ne blokira teh mehanskih lastnosti smuča. Ne? Tako da zdaj, seveda glava pa peta smuče, to pa dobimo od drugega proizvajalca, ki je pač specialist za te stvari. Skupaj z našimi dizajnerji se to oblikuje tudi ta del. In pa, ampak seveda, mi ko razvijamo ta sistem, razmišljamo tudi o teh vezeh, ki bojo prišle na ta sistem. Včasih tudi z neko obliko naših sistemov probamo še funkcionalno zboljšati, ne, te vezi. Ne, za tale, ki ste rekli, da en konc potem ni vpet. Ja, mislim, vpet je, ampak drsno, ne? Strojniško gledano drsno vpet. Ja. En je fiksno vpet, en je drsno vpet. Aha, ja, se pravi, ni fiksno, se pravi, mora imeti neke vodnike znotraj v smučki že vpete. Te podolgovate luknjice so ponovadi noter, vijaki, ki dopuščajo, se teh gibov ni veliko, ne? Ampak to mora 3 mm, vsako smer dopuščati nekega gibanja, ja. Potem pa sam material za sestavo smučke, ne? Da malo o materialu še povemo. Kakšen je zdaj uporabljen, pa kakšen je bil recimo 10 let nazaj? 10 let nazaj ni take hude razlike. Ni take razlike? Kdaj? Ne, 10 let nazaj ne. Nazaj so bile včasih lesene smuče, potem so dobile lesene smuče, jeklene robnike, ne? Ampak to se je vse dogajalo še 30 let nazaj, ne? Potem pač največji napredek, pri smuči so, ko smo prišli do steklenih vlaken, ne. To je bil pa res nek napredek in še danes so steklena vlakna ključen nosilec v smuči, Zdaj, osnovni materiali ali pa osnovni gradniki, ti nosilni elementi smuča so pač steklena vlakna. Steklena vlakna so izredno žilava, imajo, elastični modul nekaj tam 35 do 50 gigapaskalov. Karbon, ima nekje 150, to se pravi 3-krat več, Aluminij je tudi del teh nosilnih elementov. Aluminij ima nekje 70 gigapaskalov, ampak zdaj to ni čisto klasičen aluminij, to je aluminij, ki je zlitina, se pravi aluminija, cinka, mangana, magnezija pa bakra, ne? In to ima specifično težo tam nekje 2,8 gramov na kubični centimeter. Se pravi, imamo na eni strani izredno močne materiale, pa lahke, na drugi strani pa težje, ampak vsak material ima neko svojo funkcijo znotraj smuče, ne? In samo prava kombinacija teh materialov da pravi rezultat. In potem so te kombinacije različne, za katero smučko gre, ne? Tako, ne, se pravi tam, kjer se išče lahkost, tam je pač karbona več. Zdaj tam nekje v tekmovalnih smučah je več aluminija, ker karbon ima to lastnost, da je res lahek, recimo rabiš za iste mehanske lastnosti rabiš recimo 4-krat manj teže, recimo za isto pogibno togost, karbona kot steklenih vlaken. Ampak karbon je izredno krhek, je lomljiv in je ne duši vibracij. In je taka smučka nervozna, ni v redu, ne? Se pravi, steklena vlakna so pa žilava, pa dopuščajo, rabimo, da se smuča upogne, da se, in veliko je elastično, pa tudi plastične deformacije, ne? Zdaj plastične nočeš, ne? Plastične pa nočeš. To je pa edina stvar, ki jo pa res nočeš, je pa plastična deformacija. Pravi, dokler kaj je elastična, je do takrat, ko se pri nekem obremenitvi vedno material vrne v začetno stanje, ko se enkrat več ne vrne v začetno stanje, potem smo pa že gotovi. Torej, karbonska vlakna grejo bolj na turne smučke, sploh kakšne tekmovalne turne smučke. Vse. Na tekmovalne pa sploh. Na tekmovalne pa sploh, torej v večjem procentu. Ja, zdaj tekmovalne so ponovadi. Tudi ožje, veliko ožje, ne?
Ja, Kot, zdaj spet odvisno. Ne? Se pravi, imamo mi, tekmovali so nekje 65, pa so tam zelo kratke, ker tekmovalci, tisti, to je zdaj različne discipline so, ne? Tisti, njim je cilj pride čim prej gor, pa se nekako prsmuča dol. Ne? Se pravi, zdaj mi, turni smučari, ki pa gremo tako, ne, za zabavo, pač ne hitimo v klanc tako, ne, ampak se radi dobro peljemo dol. Ne, in tam pa rabiš pa močnejšo smučo, širšo smučo. Ja. Potem kombinacija je veliko bolj pomembna, da je glih Vedno. zlata sredina. Tako. Prava kombinacija različnih materialov, to pač da, Elan ima 80 let izkušnje z konstruiranjem smuči, ne, seveda, ne samo za Elan blagovno znamko, tudi za mnoge druge. In ja. Pa ste omenili vibracije, ne? Potem je bila nova tehnologija Active Suspension, ki je bil leta 2025, ne? Active Suspension Drive je praktično popolnoma nova inovacija, ki smo jo pravzaprav trgu predstavili zdajle. Nis pa se še pojavila v trgovini. To je zdaj res nekaj novega. Ta Active Suspension Drive, to je naša želja je, da se smuča drži snega, tako kot se, ne vem, dirkalni avto drži ceste. Ne? In kaj smo zdaj tukaj naredili? Mi smo v bistvu te nosilne plasti nad sredico, to ključno nosilno plast nad sredico smo prekinili in smo jo nazaj sestavili na tak način z soležnim, ne soležnim, pač pa z spojem v dveh plasteh. In med te dve plasti smo dali plast gume, plast tega elastomera. In zdaj, kaj se zgodi? Ko mi upognemo to smučo, se zgodi, da pride zaradi velikih strižnih napetosti do nekih rahlih premikov v tem spojnem delu. Ta spoj je vedno v predvezjo in zavezjo. In do teh manjših premikov pride, to pa najprej umiri vse vibracije. Ta smuča leži na snegu, konica leži na snegu popolnoma mirna, brez vseh vibracij, in ko ti postaviš smučo na robnik, ona takoj odreagira. Spravi, izredno hitro odreagira, ampak ne nervozno, umirjeno, ampak hitro. Zdaj, če bi razdelili en zavoj v 3 segmente, spravi, vključen je ta vhod, ki je izredno hitra reakcija, potem imamo ta srednji del, zdaj pa, ker imamo pa mi tukaj podvojno plast nosilnih elementov, pred konico, za konico, imamo izredno direkten prenos sil iz smučarskega čevlja na robnik in imamo izredno dober oprijem. Zdaj, zanimivo je pa tudi izhod iz zavoja. Zdaj, ko pa se zavoj zaključuje, se sproščajo vse te upogibne napetosti, in istočasno tudi strižne napetosti, ker so prej nastale in dajo še nek dodaten pospešek iz zavoja, kar je vsem lepo všeč. In bom rekel, tole zdaj jaz v teh 27 letih, kar vodim tale razvojni oddelek, tako pozitivnih odzivov, ko zdaj prihajajo s trga, še nismo imeli. Tako da tole bo kar, ko bo to prišlo, zaenkrat so to bolj še izbranci, ki jih grejo na neke teste, ampak ko bo to prišlo v trgovine, bo to zanimivo. Ja. Torej, največja razlika je prav v tem pospešek iz zavoja per fazi, kaj je razbremenjevanja smučke. Potem v vseh fazah, vseh. Vhod, hiter vhod, dobra opremljivost v srednji fazi zavoja in ta eksploziven izhod iz zavoja. In ta tehnologija bo na voljo na zima 26-27. Ampak na voljo na vseh smučeh, ali je to specializirano za zdaj bo na voljo na vseh tako imenovanih ACE smučeh. To so ACE smuče za
urejena smučišča, od najdražjih, to je pa prva tehnologija v tej moji, mi smo že marsikaj naredili smo zložljivo smučo za vojsko, naredili smo, ne vem, carving zložljivo, take stvari, ampak vedno je to za nek segment nekih uporabnikov, ki jih pač je to zanimalo. Ta rešitev je pa zdaj zanimivo, pomaga vsem, se pravi nekem začetniku, enostavno smuča boljš. Smuča zdaj boljš, vse to je naš cilj, ne? Da naš uporabnik pač enostavno čim manj razmišlja o smučah, pa da se dobro počuti. No in on smuča boljš. Isto tekmovalec v krosu, recimo, a ne, s to tehnologijo smuča boljš. Tako da prvič, da smo res naredili eno stvar, ki pomaga praktično vsem. In zdaj bo v 26-27 bo to pač v tem ACE segmentu, vse smuče, vse tukaj imamo od GSX, SLX, SCX, SL, GS, ne, do potem pol imamo pač SC, 11 plus se bo imenovala, 9 plus in tako do teh SC5. Vsi segmenti bojo imeli to tehnologijo. Pol bomo pa to tehnologijo širili še na ripstike, spravi na te freeride smuče, pa na vse ostale. Jaz nisem čist popolnoma razumel tega, kako deluje smučka, kar je meni najbolj zanimiv, pa bi vas prosil, če bi mi lahko narisali. Če narišem kaj? Kako zgleda, naprimer, ta centralni del smučke, kjer poteka ta prehod, pa ta nek nov material. Aha, okej. Kar da tole narišem. Ker razumem, da sta na dveh koncih sta prehoda, pa vmes je nek nosilc, ne? A ti razumeš, kaj to je? Ja, približen. Ne čist, bom še bolj predstavljal, misliš active suspension? Ja, torej je čez celo vez, ne? Ne. Pod vezjo, ne? Ne. No, saj zato sem poprosil. Ne. To je zdaj seveda malo pretiravano. Če pogledamo takole, ne? Kaj se tole obrača? Kaj smo zdaj naredili, da se ne bo? A ne? Se pravi, bom še ta spodnji del smučke narisal, zdaj to je samo ta zgornji del, ja. Jaz bom samo ta zgornjo plast, a ne, tukaj pa sredica, zdaj da rišemo vse elemente. Glejte, tole imamo nosilni element, ki je tukaj prekinjen. In tukaj imamo nosilni element, ki je tukaj prekinjen, in ta je spojen z drugim nosilnim elementom, ki je, se pravi, v tem osrednjem delu. Tukaj to je pa področje vezi, a ne. Si predstavljate, ne? Ja. In zdaj, ko mi to smučko upognemo, kaj se zgodi? Tale del, tukaj pride do nekih premikov, a ne, zaradi upogibne strižnih napetosti, ker upognemo, pač materiali pride do strižnih napetosti, tukaj pride v tem predelu, v tem materialu, te recimo gumi, če ponostavimo, no, to je nek elastomer, ne, poseben, pride do nekih strižnih napetosti in se, a ne, in to duši, ne, se pravi, vsi vibracije, ki prihajajo z te strani, se ne prenašajo naprej in vibracije, ki prihajajo z te strani, se tudi ne prenašajo v nogo. Zato je manj peče mišica, ki se prsmučaš v dolino, ne. Zdaj, seveda pa, ko pa izstopamo iz zavoja, a ne, se pa sprostijo in te upogibne napetosti in te strižne napetosti, ne, in dajo še nek dodaten pospešek na tem izstopu iz zavoja. A se razumemo zdaj? No, približno je. Super. In potem to vse pri testiranjih to opravlja demo ekipa in potem podajo neko subjektivno mnenje, ampak verjetno pa je test tudi tako objektivno, so kakšni čipi na smučki, ki potem beležijo kakšne informacije. Tako. Ja, zdaj, test je vedno na nek način subjektiven, ne, zdaj, jaz z mojim znanjem smučanja pač čutim to in to, a ne. Zdaj, seveda ni vedno nujno, da je prav tisto, kar nekdo,
ki je smučar na nivoju demotima, ne, reče, tvoj občutek je mirodajen, moj pa ni. Ja. Ne, če je nekdo ciljni kupec, je njegov občutek mirodajen. Ne? Se pravi, seveda so pa danes tehnologije, a ne, kjer se pa da nekatere stvari pomiriti. To je pa Carve Senzori, to je ena angleška firma, ki dela en senzor. Tukaj ima, mislim, da ima 6-osni žiroskop in pospeškometer in tako, in iz teh podatkov, ki jih imaš na vsaki nogi, oni pravzaprav ugotovijo, kako ti smučaš. In ti izračunajo nek ski IQ faktor, a ne? To je nek faktor tvojega smučanja. In kaj se je pokazalo, ko smo mi testirali, smo dali pa demo timu, pa smo dali nekim ex-tekmovalcem, pa smo dali nekim klasičnim smučarjem, a ne? Smo rekli, da se smučaj 100 smučo, zdaj pa se smučaj pa 100 smučo. Pa smo pa gledali, ker klasično se je pokazalo, da je bil ta faktor, ski IQ je bil višji na teh smučah, ki sem jih zdaj opisoval s tem Active Suspension Dry tehnologijo. Ne? Se pravi, da mi enostavno smuča en del tega naredi, kar bi mogel smučar, a ne, in pač omogoči smučarju, da na snegu bolj uživa. Ja. Pa ste pa omenili še rocker, torej dvignen profil na koncu. Ne? Kako pa to spremeni stabilnost same smučke pri hitrosti? Rocker je bil nek trend, a ne, ki se je v neki točki uveljavil, ki ima izrazite pozitivne in pa tudi negativne lastnosti, ne? In zdaj pozitivna vedno je to, da je taka smučka, ki ima rocker, nekako jo je lažje spraviti v zavoj, je vrtljiva, no, je bolj enostavno vrtljiva, gre hiter iz robnika na robnik, a ne, ampak delno zgublja to vzdolžno stabilnost, ne, ker zdaj smuče je nekje v smislu manj, a ne, in tudi mogoče malo zamuja v zavoj, ker ti jo moraš nagniti šele in, a ne, ni tako odzivna, no, ampak ja, zdaj, za nekatere elemente smučanja je zelo pomemben rocker, a ne, in čeprav mičken manj, elan je pa v tistem obdobju rekel, tale rocker je, ampak mogoče se da boljš narediti, in mi smo takrat šli v tako imenovani amfibiotehnologijo. 10 let smo zdaj imeli to tehnologijo, ki je bila pa, mi smo rekli, rocker camber. Na eni strani je bila smuča odprta, je bila rocker, na drugi strani je bila pa navadna smuča z mostom od ničte do ničte točke. In zdaj spet, ko si ti šel v zavoj, ena smuča je vedno imela ta rocker, a ne, ta nosilna smuča, a ne, oziroma vodilna smuča, tako, vodilna, tista osnovna smuča je bila brez rockerja. In ti si imel polni oprijem robnika od ničte do ničte točke, medtem ko pa sledilna smuča je pa imela rocker, je pa enostavno sledila. Ni šla svojo radius, ampak je sledila, a ne, in zato ni prišlo do tega križanja, a ne. In smo nekako združili, a ne, to plus od rockerja, da je smuča enostavno vrtljiva, pa nekako odpravili ta minus, ne, da smo obdržali polni robnik z polno to vzdolžno stabilnostjo. Kaj pa oblika stranskega loka, ta sidecut, Ja. kako pa to vpliva, na koliko hiter se lahko ti navezuješ zavoje enega na drugega? Ja, to je ključno. To je pa, Sploh za kakšen slalom ali pa... slalom je, radiusi so nekje 10 metrov, to je zelo izraziti stranski loki, ne. Potem, ko imamo, kaj se imenuje, smuk, a ne, smuk ima pa 50 metrov, ne, se pravi, smučaj Skoraj ravno. skoraj ravno, ne. Način smučanja določa stranski lok. A ne, se pravi, manjši je stranski lok, bolj izrazita je smuča, bolj izrazit je ta stranski lok, bolj kratki so zavoji, ne. Se pravi, ti s slalomom recimo lahko smučaš v zelo ozkem hodniku, ne,
Medtem ko pa z enim veleslalomom je pa ta hodnik že malo daljši, ne. Vmes imamo še neke, mi rečemo temu multiturn smuče, ne, smuče, ki so za več, so pa ti radiusi nekje vmes, a ne, med recimo temu 20 in 10, a ne, nekje vmes so pa neki radiusi še za te smuče, bolj univerzalne, no, za vse vrste zavojev. Pa, ker sem prej omenil umeten pa naraven sneg, ne. Umeten je trši, Ja. je bolj kompakten, gost, Ja. kaj pa tukaj? Kako to vpliva Ja. na samo smučko, nek Ja. tak sneg? Ja. Zdaj, naraven sneg, ponovadi se ta vodna para, ne, nekje spremeni v snežinko in ima ogromno enega zraka, ne, to je velik kristal in to, ko pade, ima, ne vem, gostoto nekje 150 kil na kubik, a ne. Medtem ko pa, ko brizgate vi to z velikim pritiskom umeten sneg, a ne, so pa v bistvu voda, vodni kristali, se pa delajo majhni vodni kristali, ledeni kristali v bistvu, ne. Tukaj je lahko gostota takega snega tudi 500 kil na kubik, a ne. In to je čisto nek drug sneg, a ne. Tudi oblika teh kristalov je čisto drugačna. Ta sneg je abraziven, a ne, ta sneg je pač enostavno bolj kompakten, a ne. In še posebej se to pozna, recimo, da to nekje malo pomrzne in to, ko je tista rebra, ki rečemo, to je na tem snegu, to trese, a ne. Potem ko pa na naravnem snegu je to vse bolj, se pravi, zato pa imamo smuče, ravno zato imamo te smuče, imamo ene zelo ozke, ne, 65 recimo za Ameriko, sploh za ta zahodni del Amerike, tam Američani pravijo, mi ne smučamo smučanj, ki so ožje kot 100 pod stopalom, a ne, se pravi, zato ker tam imajo pa že sneg tam pada, en tak mičken bolj mehek, sipek, a ne, in so pač navajeni na te pogoje, ne, in zato so tudi recimo ameriške smuče, vzhodna obala je podobna kot pri nas v Evropi, zahodna obala je pa bolj freeride, no, bolj ripstiki so tam neke zmagovalne smuče, no. Pomeni, da je v resnici vaš trg za kar dosti velik del sveta. To sem jaz malo podcenil očitno. Več sveta pokrivata, kot sem si jaz predstavljal to zdaj, kar ste rekli za Ameriko. V bistvu, kjer je sneg, Ste vi? kjer so smučišča, tam je tudi Elan. In na južni polobli, in na Japonskem, na Japonskem imamo svojo firmo, centralna Evropa, najmočneje smo zdaj v zadnjem obdobju glih v Ameriki. Mogoče smo majčkeno zanemarili Evropo, zdaj se s temi novo ACE linijo smo se bolj fokusirali na Evropo, ker v Ameriki pa ta ripstick smuče, ki smo jih razvili predvsem za ameriški trg, delno so tudi francoski, ampak najbolj ameriški, tam so zelo popularni. Tako da smo od vzhodne do zahodne obale povsod je Elan, ja. Pa tudi v profesionalnem, recimo v skicrossu je Elan ena izmed, tako malo pogledaš skicross na olimpijskih igrah, pa je Elan dobesedno povsod. Mislim, veliko tekmovalcev uporablja Elan pri skicrossu. V skicrossu je Elan vodilna blagovna znamka, imamo zdaj 3 olimpijske igre, na vseh zadnjih 3 olimpijskih igrah ima Elan zlato, ne, na olimpijskih igrah imamo, ne vem, Ryan Regens, on ima vse, on ima zlato olimpijsko, je svetovni prvak, ima veliki kristalni globus, imamo tukaj Filipa Flisserja, imamo tukaj Preda, kaj že, Predi, no, skratka, Elan je v krosu je Elan vodilna blagovna znamka, je pa dejstvo, ne, da smo mi smo rekli, ne bomo povsod, ampak kjer bomo najboljši. In to dejansko smo. Mi imamo v zadnjih letih, mislim, da okrog 180 stopničk, no, na skicrossih, a ne. Imamo ekipo veliko 30 tekmovalcev in več, no. Tako da, ja. Kaj pa ta velik trg, ne, ki smo se prej pogovarjali o tem velikemu trgu, kako narekuje neko vsi ti podatki, ki se toliko pa toliko smučk se proda, to zelo vpliva pol za nadaljevanje, kje je razvijati, kje je novega.
delati, pa me tako zanima, kako je z testiranji, pa z nekimi novimi modeli, glede na preteklost. A se zdaj več testira, je zdaj več nekih novih modelov, kot je bilo recimo v preteklosti. Več, ja, seveda. Ne. Zdaj vse izhaja iz tega, kar sem prej že omenil, da mi si zamislimo našega ciljnega kupca Ja. in kaj zdaj on kot tak rabi. A ne. In ni to zdaj, mi naredimo 5 modelov, zdaj pa razdelite si jih, pa smučite, s čim hočete, a ne. Ampak probamo vsakmu, ne, pač treba je iti našemu kupcu nasproti, a ne, če hočemo kaj prodati, a ne. Se mu čim bolj približati temu, kaj on rabi. In ja, na koncu teh različnih modelov gre lahko tudi čez 50, a ne. Ja. Ja. Kaj pa trajnost? Zdaj se veliko poudarja to okolje. A so kakšni novi materiali, ki se uporabljajo? Ali Zdaj, trajnost je eden od ključnih, a ne, faktorjev tudi v zadnjem času. Tukaj smo, vsa smučarska industrija je se zdaj združila, tako da imamo dvakrat na leto imamo kongrese, kjer se vsi dobimo skupaj, razmišljamo, kako narediti naš posel čim bolj trajnosten, a ne, se pravi. In tukaj govorimo od zibelke do groba, a ne. Kako zdaj narediti to smučo čim bolj trajnostno. Eno so sami materiali, iz katerih ta smuča je sestavljena. Tukaj pač uporabljamo tudi v določenih modelih lan, uporabljamo reciklate, a ne. Tukaj imamo ta aluminij, sem ga prej omenil, je praktično reciklat drsne obloge, reciklat stranske obloge, te ABS-i so zelo veliko reciklatov, se pravi, to je ena stvar. Druga stvar pa, zdaj se pogovarjamo zelo veliko, kaj se smučo narediti, ko bo njena življenjska doba zaključena. Oziroma celo drugače, zdaj so se postavila pravila na nivoju cele smučarske industrije, kako izračunati tako imenovan LCA, to je Life Cycle Assessment, da ocenimo od, ko sem že menil, od začetka do konca, s tem izračunamo, koliko CO2 ekvivalenta bo ta smuča v svoji življenjski dobi proizvedla. A ne. In tukaj so vplivi ne samo mi, a ne, tudi ko se proizvedejo osnovni materiali, poti, ki so potrebne, da vsi ti materiali pridejo do elana, in potem seveda ta faktor je zelo pomemben. Ne samo pomemben je, recimo, če mi uspemo podaljšati življenjsko dobo, se ta faktor izboljšuje, ne. Če uspemo dati noter, ne vem, recimo zdaj se ukvarjamo z eno firmo iz Anglije, pa z eno iz Francije, recikliran karbon, a ne. Recikliran karbon, izredno pade ta faktor CO2 ekvivalenta, ne. Ja, tako da veliko se ukvarjamo s to problematiko, iščemo rešitve, čeprav na koncu pokaže, da sama smuča še ni najhujši problem. Recimo včasih se ocenjuje, koliko enega CO2 je bilo proizvedenega na en smučarski dan. In vidiš, da je 70% pravzaprav s tem, da je nekdo prišel na smučišče, da se je pripeljal tja, da je tam kosil pojedel, a ne, tale vlečnica, da laufa, na koncu spade na smučo teh 7%, ne. Mi se pa znotraj teh 7% zdaj borimo, kako je zmanjšati na 6,5, a ne. Ja. Razen turna smučka. Turna je že boljš, pa če nič ne greš jest, pa da greš na domač hrib. Ja, to je tudi. Kaj pa vsa ti novi materiali pol verjetno tudi vplivajo na ceno, pa verjetno tudi na kakovost v končni fazi? Mislite naravni materiali? Ja. No, recimo lan kot nosilni material, ko je edini se je izkazal kot kar dober, vedno so ti nosilni materiali, njihovi mehanske lastnosti so slabše od običajnih materialov, oziroma pol
s tem posledično teža narašča, a ne. Imajo neke lastnosti, recimo lan ima izredno lastnost dušenja, ne, se pravi to, zato včasih ga dodajamo iz tega razloga, a ne. Zdaj, če pogledate en karbon, recimo, ki sem ga prej omenil, ker tukaj je ena, se pravi, angleška firma, ravno smo merili elastični modul pred dnevi, a ne, če smo rekli, da ima nov karbon nekje elastični modul, ki je do od 150, 160 gigapaskalov, in tukaj pridemo nekje na 40, a ne, še mogoče ne, a ne, se pravi, bistveno manj, a ne. Zdaj, kompromis vsega, ne. Hočemo imeti pa smučko za malce CO2 ekvivalenta, ne, pa vse odvisno, no, kaj zdaj preko je dejansko končen cilj te smuče. Zdaj, edini problem, kar pa še moram povedati, je pa to, da nekako na trgu, to smo razočarani, mi smo bili prepričani, da bomo prišli malo do točke, ko bo kupec rekel, lej, jaz pa vidim, ta smuča je pa okolju prijazna, sem pripravljen plačati nekaj več za njo. Vsi so za okolju prijazne smuče, samo plačali ne bi pa več. Ne? To, tako, dokler to ne pride v miselnost naših kupcev, da so pripravljeni več plačati za takšno smučo, toliko časa bo težko, ne? Mi pač te naravne materiale vgrajujemo v lastno izgubo, ne? Razen te reciklate pa to pa že delamo. To se pa meni se zdi razumljivo, ne? Da za razvoj z temi naravnimi materiali zahteva več, ker je treba veliko kompromisov več narediti, treba veliko več razmisliti, kako bo dejansko stvar stala. Ne? To je eno, ampak specifična teža je večja, pa cena je ponovadi večja. Ne? Ja. To je problema. Ne? Mi pa rabimo lahke produkte, ki bojo imeli odličen performance, pa bojo, da nam rečem, čim ceneja, ne, za kupca. Ja. V redu, to je z moje strani vprašanje vse. Aha. Ja, mislim, lahko tudi ti še kaj vprašaš, recimo, mislim, je še kakšno zanimivo tako za konec, mogoče, a bivši tekmovalci še vplivajo na sam razvoj neke smučke, pa da pomagajo s svojimi idejami, a ne, recimo. A zdaj, ja. Ne, da imajo se ideje. pravi, recimo, Filip je veliko pet še v Elan, aktivnosti v Elanu, a ne, Valenčič, Porn, s temi ljudmi smo sodelovali, zdaj glih konkretno ne, toliko, ne. Recimo zelo Davo Krničar, recimo, z njim sva zelo veliko, to je bil en mojih takih motivatorjev, no, ko smo delali to zložljivo smučo, a ne. Tako da, no, on ni bil tekmovalec, ampak znana slovenska osebnost. Ja, pri testiranju, no, takrat imamo zelo radi tudi kakšne Izkušnje. se pravi, te bivše tekmovalce, ker pač oni znajo potestirati nek element, ki ga mogoče nekdo, ki ni nikoli tekmoval, ne zna, ne. Ja. Recimo, kaj pa Ingemar Stenberg, on pa ne. Ingemar Stenberg, nazadnje sem ga videl letos, oziroma lani, pardon, ko smo imeli 80-letnico Elana, on je tako uglajen gospod, igra golf, zelo, kako ne rečem, mislim pa, da prav s smučanjem se ne ukvarja dosti, je pa taka legenda, da kjerkoli se pojavi, pomaga Elanu, ne. Ja. Ja, se ne. V redu. Po moje, za danes je to kar obširno, sigurno je še en kup vprašanj, ker bi jih lahko globje šli, ampak za osnovno razumevanje, kaj vse gre v to, da nastane smučka, smo po moje predelali. Ja, jaz samo upam, da nismo mogoče kje celo šli malo preveč, da ne bo za ljudi zanimivo, ker pač razvoj smuči ni enostavna zadeva, no. Vsak, ki pride v Elan, pa si pogleda samo proizvodno, reče, to jaz nisem nikoli pričakoval, da je treba toliko enih operacij, toliko enih, da pridemo na konec do smuče. Pa reče, ja, dobro, a ne, smuče niso poceni, ampak no, zdaj razumem, zakaj niso poceni. Toliko ljudi, pa skozi toliko rok,
pa skozi toliko linij, mašin mora iti smuča, da je na koncu smučljiva. Pa poti, recimo, učili pa to vse. Ja, tudi. Hvala, da ste si vzeli čas še enkrat. Hvala. Pa nekaj z veseljem. Pa se vidimo naslednji torek.